Ko gre za tiste ključne cilje, ki jih dosegate na mikroravni, tudi tukaj, zato da postanemo bolj inovativni, bolj globalno konkurenčni, je prihoda tem ciljem tako na nacionalni ravni naših strategiji razvoja Slovenije, kot na evropski ravni v lizbonski strategiji. Vesel sem, da smo skupaj s pomočjo komisije marca letos uspeli lansirati tudi tako imenovano peto svoboščino. Komisar Evropske komisije za znanost oziroma raziskave in razvoj gospod Potočnik je proces, ki naj bi implementiral to peto svoboščino in kako krstil za ljubljanski proces, da je bila ta ideja in koncept projekta v času slovenskega predsedovanja Evropske unije in računamo na to, da bo ta proces prinesel nekaj koristi ne samo Sloveniji in Ljubljani, tudi celotni Evropski uniji. V Sloveniji smo letos ustanovili tudi tako imenovani svet za konkurenčnost. S tem svetom uvajamo manjkajočo koordinacijo celotnega podpornega sistema družbe znanja. Razvojne skupine bodo identificirali odličnost in razvojni potencial, da seveda poskrbeli tudi za ciljno usmerjenost financiranja. Želimo si bistveno krepitev sodelovanja med znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami na univerzah, na inštitutih in s kapacitetami v podjetjih v institucijah, ki so nekje v zasebnem sektorju. Tukaj je še britansko rezervo, posebej v Sloveniji, vsak premik, vsak korak v tej smeri ukrepitev tega sodelovanja bo na koncu prinesel ne samo razvoja dosežka, kot tudi premike in razvoj smislu večje gospodarske rasti in več sredstev, od katerih bomo seveda prisiljeni vedno večji del vlagati ponovno v raziskave in razvoj v znanju in zaščiti te podlage, ki edino lahko zagotavljajo uspešnost v tem globalnem konkurenčnem svetu.